Živijo. Tole je ožji izbor avtomobilov, ki bi jih imel, če bi se pisal Abramovič, Beckham ali pa Hrvatič. Torej, Porsche Carrera GT, že zaradi zvoka, ki ga ta avtomobil ponuja. Nissan GT-R, zaradi tega, ker me ta računalnik na kolesih preprosto fascinira. Honda Civic Type-R, tista prva letnik 98, ki se v Evropi sploh ni prodajala, pa ne sprašujte zakaj. In Chevrolet Camaro SS letnik 67. Tule pa verjetno sploh ni treba razlagati zakaj. No, tale sicer ni pravi letnik. Pa kaj za to? Lahko bi vam povedal, da bo pri nas ta avtomobil stal 55 000 evrov in da ima enak volan kot Cruze. Pa vam ne bom, čeprav sem ravno kar vam. Lahko pa vam povem, komu je namenjen. Vsem, ki od avtomobila zahtevate vrhunsko lego, izjemno natančnost krmilnega mehanizma in tak pojemek zavor, da vam hrbtenico pomakne točno sem, v trebušno prepono, je namenjen kakšen drug avtomobil, ne ta. Ta je za vse uživače, za vse tiste, ki so vam všeč ameriške mišice in ki enostavno vožnji zgolj uživate. Za vse tiste, ki dobite kurjo polt že ob zvoku takšnega V8 motorja. Sam se potikam v okolici Zadra in nimam nikakršne naloge. Nikjer ne rabim biti, čez pol ure nihče me ne čaka in lahko bi lepo počival v hotelu, pa se raje brezciljno vozim v Camaru. Kako veš, da je oblika res vrhunska? Ko Američan izgleda takole dobro v hrvaški obmorski vasi. Danes me čaka še vožnja po letališču, čeprav ne pričakujem, da se bo ta avtomobil izkazal za posebej dinamičnega. S takšnim avtomobilom tudi nihče ne bo vozil hitro, kljub temu, da ima 8-valjni motor pod pokrovom in da do stotice pospeši v dobrih 5 sekundah. Na plin boste pritiskali le takrat, ko boste želeli zvok 8-valjnika tudi dobro slišati. In ta ročni menjalnik je v bistvu polavtomatski. Dovolj je prva prestava, potem pa 6. Toliko navora pri najnižjih vrtljajih. Hecna stvar pri tem avtomobilu je tudi poraba. Izpust CO2 je lahko tako velik, da bi ubil amazonski gozd oziroma da bi se naftne družbe manile roke, lahko pa je relativno majhna. V 6. prestavi pri 1000 vrtljajih avtomobil prav dobro vleče, poraba 15 litrov. Gremo slalom. Moram reči, da se bolj špele avto, kot sem mislil, da se bo. Evo, takole pa zadeva izgleda, če se dejansko uporablja menjalnik. Prva 83, druga 130, tretja 180, četrta 200, 210, 220, 230. Zmanjkalo prostora. Evo, svetlobe bo vsak čas zmanjkalo. Kar se pa tiče Camara, je pravi ameriški razgrajač, pravi posebnež. In ravno zaradi tega zelo zanimiv. Grem še en krog.